Pozdravljeni v novem večernem podcastu in zdi se mi, da se je svet v zadnje čase posebno trgalo, kot da je malo padlo stečaje, ampak zdi se mi tudi, da bo vse še nekako v redu, dokler z nami pojejo Bilbi. In Bilbi se je pravkar na veliko vrnila na sceno, si pisana samo svoja ravno pravo trgana, kot zmeraj. Bilbi, več kot dobrodošla. Hvala, Denis. To pa je bila pauza zdaj, ne? Ja, to je bila zelo dolga pauza, nepričakovana tudi, ne, ampak marsikaj je krivo za to pauzo, no. Tak. Mislim, da sem malo ironična, prej se je na sceno vrnila Abba kot pa Bilbi. Ja, mislim, to je crazy, ne? Zdaj so tukaj veliki nazaj, ne? Kakšna je ta vrnitev? To je skok v prijetno mrzlo vodo ali ne, še znaš plavati? Ja, še znam plavati, to sem videla, ne? Voda je mrzla, ampak veš, za leti ne, se v bistvu naučiš uživati v tem mrazu, ne? Čefotati in veš, to pol vse skupaj tako tudi stisne, da si bolj mlad zgledaš pa vse, tako da lej se prepuščam tem hladnim valovom, ni problema. Očitno deluje, ta mrzlo zgledaš odlično, kot običajno. Je pa res, da ko se nekdo omakne za eno daljše obdobje, to je samo moja teorija, se ne omakne zato, ker bi bil izrazito zadovoljen ali srečen ali izpolnjen ali karkoli, umik je običajno en čas za premislek. Kakšno obdobje je to bilo zate? Ja, se pravim, bilo je zelo nepričakovano, ker najprej se je pojavila pač ta nesrečna korona, ne, ki je marsikomu zagodla, bom rekla, ne. Tudi mi smo imeli velike plane pred to korono z novimi skladbami, z albumom, z vsem, za koncerti konec koncev. Ampak potem se pač moraš sprijazniti, ne, globoko vdihniti, koncertov je bilo bore malo, ne, res zelo malo. Jaz sem rekla, ok, kaj bomo naredili, tudi na drugi gimnaziji, kjer sem delala, so otroci bili doma, ne, šola ni potekala, krožki niso potekali, English Student Theatre, vse je spalo. In potem sem rekla, nič, ok, kaj imam v svojem kovčku, ne, mojem kovčku je vedno gledališče, ne, od tam sem in sem nekako začela tuhtati, kaj narediti, ne. Tako da najprej smo izvedli en spletni projekt pač z English Student Theatrom, z otroki, en spletni musical, to je še nekako šlo. Potem, ko je poleti korona malo spala, ne, smo hitro en gledališki projekt naredili na Ptuju, Luna Park Kuga, ko je tudi šlo pač o vseh teh virusih in kugah skozi pač desetletja, ne, stoletja. In potem se pa je spet se skupaj začelo in je spet se bilo v nekem krču, ne. In potem sem dobila slučajno eno ponudbo iz avstrijske Koroške, iz Železne Kaple, to je najbolj južna vas na Koroškem. Tam je zelo močna skupnost slovenska in so me povabili, če bi naredila tam gledališko šolo in predstavo. In jaz sem seveda, to se mi je zdelo ful zanimivo in sem šla v to Železno Kaplo. Ko sem prišla tja, se mi je skoraj trgalo, ker to je res v hribih in ful lepo, ko Berg doktor, res izredno lepo. A malo pelargonija, no. Vse je, tako v filmu, tako poznaš to, ne, samo da so res gore, kot v Solčavi, ne, tako pogledaš gor in res pač ful lepo. In sem rekla, ja, probajmo, zakaj pa ne, ne. In smo začeli z odraslo skupino najprej, smo naredili en musical, Hotel Ubir. Potem pa smo začeli še z otroki, smo naredili eno gledališko skupino za otroke, tam pa smo naredili musical Čebelica Maja. Tako da, se pravim, meni je tam čas tako hitro tekel, ne, da sploh nisem opazila, koliko časa je že preteklo, ne. Po pa se je vmes pač še ena stvar zgodila, postala sem mamica. Čestitam. Ja, tako da, to tudi ni bilo ravno planirano, ne, ampak pač začelo se je ful lepo obdobje in jaz sem pač rekla, nič zdaj za to obdobje se bom pa res s takim užitkom umaknila in se pač posvetila pač tej najlepši stvari in ja, in čas je kar zbezlaven. Znajdeš v tem novem vlogi, ko sva se pripravila na intervju, vseka, da imaš doma enega malega gusa. Ja. Kakšna plavba je s tem gusarjem? Ja, glej, tako sem rekla, ne, jaz sem že ogromno vlog odigrala v življenju, tako pač, ko sem še bila v muziklih in gledališču in tudi kot Bilbi, konec koncev vsaka skladba je kot neka nova vloga, ampak to je pa res najlepša vloga do zdaj, no. Ne vem, nekako sem si v glavi res rekla, glej, zdaj pa je čas za počitek, da globoko vdihneš, ne se sekirati, kaj bo, kaj ne bo, tu in zdaj, in tega sem se res pač mogla prav trenirati, ta tu in zdaj. In res pač
Seveda je vsak dan drugačen, vsak dan prinese nekaj novega, ampak to je res neko novo poglavje in pač Deluje zmetljiva naspana. Edina stvar, ki še ni tam, kjer bi si jaz želela, veš. Spimo še ne. Razkrijeva ime tega malega gusarja ali? Lahko povem, da je gusar, no. Pa tak, ime bo pa tako priplavalo, tudi po mariborskih ulicah nas je polno. Pa Kljuka, ne? Kapitan? Ne, kapitan Kljuka ni, ima pa ful lepo slovensko ime. A ni Ožbej? Ožbej. To je ful slovensko ime. Se pa nisi scena umahnila zato, ker bi se, ne vem, kreativno iztrošila ali ne vem, ker si imela občutek, da mogoče bi več, da je zmanjkalo zgodb? Ne, v bistvu se je to res tako spontano zgodil, ta umik, ne? Ker mene je bilo vedno strah umika. Ne? Meni so že kdaj prej rekli, ja pa daj pa idi malo v zatišje, boš pa tako bum skočila ven, spet taki veliki bumbo. Ne? Ampak nekako smo mi vedno pridno delali, ne? V bistvu smo na 3 leta smo dali vedno album, vmes je bilo, vedno so bili koncerti, vedno se je nekaj dogajalo, vedno smo probali kaj novega. Ne? To pa se pravim, to pa ni zdaj bilo načrtovano, enostavno se je zgodilo in jaz ne morem verjeti, koliko časa je poteklo. Ne? Ker dejansko sem jaz skozi nekaj prčkala, ne? To je pač, jaz ne morem biti pri miru, ne? Sem pač pogledala, kje pa lahko nekaj naredim in se pravim, tam se je to odprlo s to gledališko šolo, ker v Avstriji je šlo ogromno sredstev tudi med korono za kulturo, ker so v bistvu so dobili tudi, taka društva so dobivala nagrade med korono v smislu tega, da poskrbijo za psiho ljudi, da so tam za njih in jaz sem marsikateri članek brala tudi na to temo v Avstriji in je bilo vse skupaj malo drugače obravnavano. Ne? Dobro, vse so bile velike omejitve, mi smo pol predstave morali narediti preko spleta, ampak smo se pač znašli. Tako da Nisi pa nikoli bila na točki, kar se je marsikateremu glasbeniku umetniku zgodilo v teh težkih časih, da je moral zapustiti svoje umetniške vode, poiskati službo v čisto nekem drugi branži. Jaz sem tega ful navajena, veš, jaz sem študirala musical, sem delala v Berlinu dolga leta, na Dunaju v Berlinu in enostavno tam je tudi tak, si odvisen od audicij, ne? In lahko narediš 50 audicij, pa ne rata. Pa bo 52, 53 uspela, ne? Tako da sem tega navajena, imam zelo trdo kožo, ne? Valjda mi ni fajn, nisi vesel, ampak sem navajena pač se nekako znajti in poskrbeti za to, da pač enostavno globoko vdihneš in čakaš, in čakaš, in čakaš, ne? Mene enkrat mi je dala ful dober nasvet ena učiteljica za petje, ker sem bila tako zmedena med študijom tam v 3. letniku, če bi še jaz to, ali zakaj sploh musical, kaj sem si izbrala, sem malo nora, se to ne bo nikamor šlo. In je ona rekla, no, a imaš nekako idejo, kaj bi pa drugega delala, ne? Sem rekla, ne. Je rekla, dobro, potem pa počakaj tako dolgo, da dobiš mogoče neko idejo, ne? Drugače pa pač počakaj, pa pač delaj, pa čakaj. Študij muzikla zveni v mariborskih očeh kot ena taka napotnica naravnost na zavod za zaposlovanje. Ja, res je, v Sloveniji je to dejansko tako, ne, ampak v tujini pa je to pač ena niša, ne, kjer ti dejansko si odvisen od teh audicij, ampak tudi prostor je dosti večji, ne. Jaz sem delala audicije v celem nemško govorečem prostoru, ne, se pravi cela Avstrija, Nemčija, tudi v Belgiji sem bila, v Švici, ne. Marsikje delaš te audicije in potem je ta prostor tako velik, da enostavno vedno nekako, če si priden, pa pač vsaj nekje v povprečju, lahko jadraš iz produkcije v produkcijo, ne? Ker nikjer nisi dlje kot pa 1 leto ali pa, jaz sem bila izjemoma v predstavi Kabaret 3 leta, pa še to so bile poleti pauze, ne? Tako da poleti sem igrala nekje drugje, potem sem pa spet prišla jeseni nazaj v isto gledališče. Je bila to zate srečna obdobje, si bila srečna na Dunaju, v Berlinu, dobro, v teh germanskih? Ja, to se mi zdi pač, se vem, da bo mogoče marsikdo zdaj za očmi zavil, ne, ampak to so pač taka lepa mesta, ne. To je res kultura, če imaš rad kulturo, če imaš rad ta vrvež, tam se pač skozi nekaj dogaja, ne. In tam lahko greš v kino zjutraj, če hočeš, tam lahko greš na predstave ob 12, ne, tam lahko vse, pač vse, kaj si izmisliš, ne, vsega Boga eno. Kaj pa ta germanski Ordnung und Disziplin, princip? Ja, meni je kar ustrezal, no, moram reči, nekako, jaz prihajam iz športnega plesa. Ne, jaz sem dolga leta tekmovala v standardnih in latinskoameriških plesih
In tam je tudi bila pomembna ta disciplina, ne. Mi smo bili sicer zelo tako kot športniki tretirani, ne, in meni je to zelo odgovarjalo. Tako da že sam študij je bil zelo naporen in zelo strikten, ne. V bistvu je trajal tudi čez cel dan faks in potem pa tudi, ne, če nisi bil priden, če nisi delal na sebi, če nisi skrbel za te avdicije, pač nisi mogel tega početi, no. A smo značajsko zelo različni, Slovenci pa Avstrijci, Nemci? Ti si zelo dobro poblizu. Jaz sem se dosti boljše počutila v Nemčiji, no. Sicer obožujem Dunaj, pač res, tam sem študirala, tudi nekaj časa delala, ampak res to svobodo sem pa začutila v Berlinu, ne. Ker jaz sem se počutila na Dunaju vedno tujka, ne, vedno. Medtem ko v Berlinu med samimi tujci pa se nikoli nisem počutila tujko, no. Tudi Nemci so zelo lepo, tam se mi zdi, da so bolj bili radovedni, odkot prihajam, ne. Medtem ko na Dunaju pa, ti Slovenci, ne. Ali pa recimo, to se mi je zgodilo parkrat, stojiš na tramvaju, me je poklicala mama, govorim slovensko, pa me ona gospe v pencmantlih tako gleda. Slovensko, ne. Tako da to si občutil, ni njih konflikt, ampak počutil si se manj, ne. Medtem ko tam si pa bil eden izmed mnogih in vsak je bil radoveden, odkot pa si ti Slovenija, wow, ne. Takrat še tudi ni bil, veš, Dončić pa Roglič, ko zdaj rečeš, ko ja, še prej. Takrat si že mogel malo opisati, kje smo, ne. A da kak dober lahparedovski tehno underground party v Berlinu te je kdaj zaneslo? Ja, me je. Jaz sem tudi ful, veš, na drum and bass, ne. Tam je ful ta scena tudi ko je vse posod že to pase, tam je še zdaj drum and bass, tam je vedno drum and bass, ne. Tako da smo, veš, da smo tudi bili malo poredni, ja. No, si želim kak tva reverski outfit, videti, že običajno so kar ekstravagantni, ne. Ja, frizura lahko je zdaj me bila malo pika nogavičkasta, no. Tako da to si lahko Bilbi. Ampak ne vse to potovanje in vse to čakanje se je zdaj sklenilo, dočakali smo nov singel. Zelo očitno je, da ni komad, ki je zelo na prvo žogo in ni tak banger, kot je bil Hvala za vijolice, ima pa zelo pomembno sporočilo, eno subtilno noto. Ja. Dolge luči se imenuje, povejva kaj o njem? Ja, Dolge luči so nekako nastale že precej časa nazaj, ampak meni so takoj so me nekako kupile, no, takoj sem začutila, to nosi nekaj, kar bi jaz rada povedala in takoj sem si predstavljala pač to srno, veš, ko se ustavi pred lučmi, marsikdo je že doživel to grozo, ne, ko te preseneti tudi srna pač sredi niča po noči in nekako veš ta strah in ta ohromljenost, ne, kaj zdaj narediti, ali bo skočila stran, ali ne bo, ne, in dostikrat recimo tudi v tem obdobju, predvsem zdaj, kaj se bo kljub vsemu lepemu, predvsem korona, ko noben je vedel, kaj za to bo, ne, ta ohromljenost, kaj zdaj narediti, ne, ampak po drugi strani te pa ravno kakšen tak dogodek prav potisne, da moraš skočiti naprej, ne, torej, da se moraš premakniti naprej, da druge poti ni, ne, enostavno ali vse skupaj se preneha, ne, ali pa gremo naprej, ne, tako kot vsakič znova vdihneš in izdihneš in to je en ciklus in to je vse ciklično. In tako funkcioniramo, ne. Tudi na družbo trenutno najbolj gledaš kot na to srno, ne, ki je ohromela pred žarometi. Absolutno, ja. A misliš, da nas bo povozila? Ja, ne sme nas povoziti, ne, se to je ravno to sporočilo, ne, da ko še ne vem kako grozno, mogoče bo to stanje trajalo še nekaj časa, ampak the only way is up, ne. Torej, vedno bomo šli naprej, to nam je v naravi, to je zemlja se vrti, vesolje se vrti, ne. Državljanka Bilbi, kaj te tukaj najbolj jezi v družbi? Joj, Denis. Jaz sem ti napovedal, da bo svet rešila. Joj, ful stvari me jezi, ne. Ful stvari me jezi, če bi zdaj s tem začela, bi kar naenkrat po moje več ne bi bila Bilbi tu, ampak Godzilla, ne. Ne vem, enostavno, predvsem, recimo, veš, ko sem bila zunaj v tujini, ne, vedno gledaš za tako, vedno gledaš na Slovenijo, kak je pa tu bilo vse fajn, pa kako vse tu funkcionira, pa tudi na Maribor, na vse, ne, vse gledaš tako idilično, pravlično, ne. In jaz v bistvu že odkar sem tu in kot tisti prvo to
to idilično vzdušje mine, bolj vidiš spet vse tiste razpoke in luknje in te pač jezijo, ne? Ker si misliš, pa zakaj se zgodovina ponavlja in non-stop se to, zakaj se ne more res nekaj spremeniti, ne? Nikoli se nič prav ne spremeni, ne? Mogoče gre, malo se zamenja tir, pa pol spet pride na isto pot, ne? In nekako ful stvari me jezi, no, res. Večina stvari, tako kot tudi vaših bralcev in pač vseh, ki smo okoli, mislim, da nas ful podobne stvari tarejo, ne. Pa ne sam Slovenija, jezijo me tudi pač vse te vojne zdaj, kaj se dogajajo, ne, pa kaj lahko zdaj mi to storimo, ne. Vsi si rečejo, pa se nič ne moremo, ne. Dejansko vsak lahko pripomore, ne, tudi da se o tem razmišlja, že lahko pripomoreš, ne. Mene zelo jezi, jaz imam ogromno prijateljev iz Izraela, vsak me jezi to. Jezi me tudi zato, ker so vsi ti prijatelji vedno bili usmerjeni kontra vladi, kakršnakoli je bila, recimo, ne. In mladi, recimo, ali pa določene segment ljudi se zaveda tega velikega problema, ne. Ampak pač marsikaj me jezi. Tudi to me zajezi, da sem jaz zdaj trenutno v Bilbi, ne. Kaj je to? Velsko ne zasukanega ničko, ali? Zdaj vrtim, ne. Pa si Piko malo si radi, ne? Ja, Piko malo res si radi, ne. Pika ne pozna polov, ne, kam bo skočila, ampak vseeno. Mislim, dobro, zdaj sem takoj začela z neko veliko temo, ampak tudi so manjše teme, so naše regionalne teme. Ja, kako si pa kaj potem, ko si doživela, da v enem mestu, torej Dunaj, Berlin, pa še kaj, zadovoljno za svojim domačim Mariborom, ki pa te je vendarle privabil nazaj? Ja, veš, privabila me ravno ta idila, ne, veš, to tisto, ko ti pogrešaš domovino, ne, ko pogrešaš svoje mesto, valjda pogrešaš starše, pogrešaš se prijatelje, ne. To me je, valjda, me je to zvabilo, ne, sem mislila, ja, pa gremo, pa te plane smo imeli za muziko, pa s vsem, ne, pa probajmo, pa nekako imam jaz vedno ta moj kovček, kjer piše gledališče, je vedno postavljen nekje, rečem, ok, to je vedno moja rešilna bilka, kakorkoli, ne. Ampak veš, ko pa to vse skupaj mine, ta idiličnost, ne, seveda sem se vprašala, ja, pa zakaj sem prišla nazaj, tako me dosti ljudi vpraša, pa zakaj si prišla nazaj, ne? Ne vem, pač tako se je odvilo življenje, ne? Življenje je šlo, jaz vedno sem zelo odprta glede teh zadev in tako sem prej rekla, ko ne vem, kaj bi, čakam, kam bom skočila. Čakanje, ne slabo, ne? Tako da, ja, ne vem, vele mesta so nekaj posebnega, tudi mislim, da ni vsak za takšno življenje. Ne vem, meni se je pač toliko novega odvilo tukaj v Sloveniji, pač ta glasbena pot, da nekako nisem dosti razmišljala na to, kaj pogrešam, kaj mi manjka, ne. Pa tudi ne poskušam gledati to na tak način, kaj tukaj nimamo, kaj pa tam imaš. Tu imaš ene stvari, tam imaš pa druge stvari, ne. Zato pa pač probam vsakič znova malo pobegniti iz te naše majhnosti v tisti širni svet, kjer se res zgubiš, kjer nobenega ne zanima, kdo si, kjer si eden izmed mnogih in mi to pač tudi ful paše, no. Paše mi to skakanje, sem pa tja, no. Fleksibilnost, si pikala na nička skača. Tvoj mož je Gojko Strelецki, ni nov podatek, je glasbeni urednik na Radio Maribor, kar meni, da sta oba pa zdaj pa verjetno zelo upeta ali vse zelo spremljate tudi mariborsko glasbeno sceno. Ja. V kakšni formi je? Ja, jaz mislim, da je nasploh slovenska glasba v zelo dobri formi, prihajajo predvsem mladi bendi, ustvarjalci, ki so fantastični, tudi tisti, ko zdaj več niso ful mladi, ne, ko so zdaj že tudi tam proti 30, pač mislim, da imamo zelo zdravo, zelo dobro sceno in na marsikaterem, torej v marsikaterem žanru, no, žanrsko, ne, recimo, tudi je zelo drugače kot pa 13 let nazaj, ko smo mi začeli, recimo, ne, marsikaj drugače. Hvala za bojevnice je bil, kot sem rekel, ultimativni hit, ikoničen hit, tako rekoč. A si bila kaj pod pritiskom tega velikega hita, ki se je zgodil že takoj? To je kar naborno. V bistvu je bil ful velik šok, zaradi tega, ker takrat smo midva v bistvu, ena izmed prvih skladb so bile Vijolice in sploh se nismo obremenjevala, ker sva rekla, ok, glej, to bomo dala ven, pol pa gremo naprej, bomo videli, kaj bo. In marsikdo je tudi rekel, ne, to sem že večkrat povedala, da kaj sta nora, ne moreta dati ven take grozne skladbe, to je grozno besedilo, to je nič ni dovolj dobro, rajda je takaj drugega.
In sem potem vseeno rekla, pa ne bomo dala pač to, ne. In tudi takoj niso vijolice zagrabile, ne. To se je kar trajalo iz meseca, torej one so šle ven oktobra, tisti res boom se je zgodil pol januarja, februarja, tako da je bil res boom. In smo bila pač ful presenečena, ne. Naenkrat so vsi klicali, vsi bi radi to imeli, ful, nama je bilo ful čudno, ne. Res, okej, gremo, fajn, ne. In tako da potem smo tudi zelo na hitro, mislim ne na hitro, pač hitro smo začeli še pač druge skladbe iti v studio z njimi, pa da je pač kot neka celota, da je to nek album in koncerti in vse se je zelo hitro zvrtelo, ne. Tako da zaradi tega ni bilo niti časa za ta pritisk. Pritisk sem jaz res čutila potem pri drugem albumu, ne, zato ker so vsi rekli, ja, tega uspeha ne morete ponoviti, in ja, mislim, jaz sem prepričana, da jaz drugih vijolic težko, da bom napisala, ne, zakaj, zato ker vijolice je bil skupek večjih stvari, to je prvo to taka tema, ne, ki pač je žgečkljiva, ki se je vsem zdela super, ne, in jaz zagotovo ne bom pisala še ene skladbe na to temo ali kaj podobnega, ker to je bilo napisano, ne. Potem bila sem nekaj svežega, neki sveži veter, ne, čeprav je bilo zelo veliko negativnih komentarjev, tudi nekdo pa je zdaj ta, kak je pisana, ne, kaj te je, kdo te to je, ne. Tako da ja, tudi to sem se naučila pač požreti in jaz mislim, da znam pač to nositi, meni je to zabavno, ne, veš. Vedno so, eni takrat to skladbo malo preveč zares vzeli in so ti imeli za prešušnico in razdiralko domov. Če pa se je zgodila kar neka fama okoli tega, nekdo si je pač to zmislil, ne vem kdo, da ta Bilbi je pa ena vzgojiteljica iz Pobrežja in da igra malo kitare in da se je njej to res zgodilo in da pač ta, ko je z njim ga pač šmirala, ne, ima res fantka Jana. In sem to res poslušala, wow, ne. Tako da res, jaz sem tudi dobivala pisma, veš, tisto, ja, kak super, da ste to napisali, to je res moja zgodba, ne vem, kak ste to slišali za to zgodbo, to je res hvala vam, da ste moj glas in tako, veš, mislim, res je bilo crazy, no, res je bilo. Vi se očitno varajo na polno, vidi? Glej, jaz mislim, da to so vemo vsi, kaki so Francozi, ne, pa mislim, da Slovenci nismo daleč od tega, pa mislim, da je v svet, veš, da je to tak, pač ne. Če se vam malo preveč radi. Radi, mimo glede, dolgo način spremlja tudi nov spot, čisto nov spot. Čisto nov. Ena zanimiva simbolika, en mali delček spota smo dobili tudi v naš studio in to je en tak, origami ptička. Tako. Zdaj pa je razvinila mit, zakaj imam tega ptička, zdaj tukaj, ni pa mislim, da skrivnost. Vse se je nekako začelo, ko sem iskala ideje pač za neko vizualizacijo, sem naletela na te šivane risbe na platnu od Mire Strnad, Miri Cota. Ne? In midva sva že dostikrat sodelovale. Pravila iz Bavarske, mislim. Naredila mi je Ahin Oše veliko oblek za oder in ko sem jaz videla te njene risbe, mene nekaj me tak, joj, to ima nekaj, kar jaz trenutno čutim v glasbi, ki jo delam in naš novi album pač, ko bo v prihodnosti bo nosil naslov Zakrpani. In mene je zaradi tega tudi zelo potegnilo ta šivana risba. In jaz sem videla pač pri njej enega ptička na taki majhni ročici in se mi je zdela tak, ko od mojega malega pikeca rokica in ena sinička gor in to je bilo, to je to, ne, to so moji zakrpani, ne, in sem nekaj tako je Miri, ki sem nekaj, glej, jaz bi ful to imela, pač nekaj v tem stilu, en ta artwork in za spot in za cover si ti za, ne, rekla, veš, da sem za, Miri je vedno za. In potem sem jaz v bistvu izhajala iz te ptice, iz te simbolike ptice, tudi neke svobode in tudi v marsikateri skladbi pridejo naprej ptice kot ta simbol, te neke svobode. In potem sem še to povezala z temi origami, ki so tudi sami po sebi pač prinašajo srečo in sem rekla, nič bom to vse skupaj združila v teh naših dolgih lučeh, ne. Tako da
prvo so nastala ta platna z najbolj udarnim verzom, pač, ki je meni najbolj všeč. Čeprav kot srna, trd, zaslepljen si, veš, da moraš skočiti na stran v nov dan. In ta nov dan se mi zdi, je to glavno sporočilo, da je treba iti naprej. In Mir je to zašila na platno, ta tekst. In smo rekli, to bo zagotovo noter. Pa smo okoli tega v bistvu gradili. Se pravi, iz te ideje srne, torej, da je neki road movie feeling, da nekaj je po noči, ampak da ni vse dark, torej, da se gre za neko prepletanje svetlobe in teme. Kot je tudi sama pesem. Ni v bistvu samo jamranje, joj, kako se naj sploh vrnemo, kako naj se na novo naredimo, ampak je ves čas in v besedilu in v glasbi to igranje, preigravanje teme in svetlobe. In to sem si želela tudi za video spot, torej, da se ti nočni kadri z dnevnimi kadri menjujejo, da je noter neko upanje, neka barva. Rdeče barve je veliko, tisti, ki so mogoče že videli. In pojavlja se zraven pač teh origamijev. Je tudi en gugalnik, en jelenček rdeč, ki tudi gre na to srno. Potem tudi jaz sem vmes, ena taka mistična, srna, taka malo science fiction. Rogove si se vnela. Končno. Tako da ja, smo si malo privoščili pač te razne simbolike. A misliš, da smo dobro zakrpani? A smo ne taki Frankensteini? Ja, mislim, da je to pač v bistvu zakrpano je zakrpano. Jaz mislim, da glavno, da je zakrpano. Ker če ni, je tam luknja, je tam ena vrzel. In tudi to se mi zdi pri ljudeh, ki imajo brazgotine. Te brazgotine nekaj povedo, da so dali ljudje nekaj skozi in zato je to v bistvu nekaj lepega. In ne rabi biti vse vedno perfektno in nikoli ne bo perfektno. In mi nismo perfektni. In ta imperfekcija dejansko je nekaj lepega. In to je pač, se mi zdi, tudi neka tema, ki me zdaj, s katero se ukvarjam skozi skladbe, ki prihajajo, da je ta imperfekcija v bistvu neka ranljivost in v bistvu se moramo nekako naučiti, kako nas to dela močnejše in boljše ljudi, zato ker ne bodo zginile te brazgotine. Raziskuješ tudi svoje brazgotine? Ja. Absolutno. To je del nas, So tiste bolj notranje, so tiste bolj zunanje, vsi jih imamo in jaz mislim, da je nesmisel si lagati, da jih ni, pa da je vse super in lepo, da je dosti težje se z njimi spoprijeti in se naučiti pač jih tudi pokazati in z njimi pač živeti. Lepa misel. Prihaja december, ko nas je Bilbi običajno prijetno pobožala. In sumim, da nas bo tudi letos. Ja, pobožali bomo z naslednjim singlom, ki je res, ima en tak simboličen naslov tudi domov. In v bistvu vse, kar si pod to besedo predstavljate, bo v tej naslednji pesmi, ki bo tudi ritmično zelo drugačna od Dolgih luči in si upam trditi, da bo božala. Smo že skoraj da pobožali. Zdaj pa smo vedela Pika Nogavičko. Me zanima, a si že odkrila kakšno svojo super moč? Ja, jaz mislim, da jih imam kar nekaj, pa nisem vedela za njih. Tako da marsikaj bi mi pomagalo, če bi 10 let ali pa 15 let prej vedela za te moči. Tako da je tudi moj mali gusar kriv za marsikako stvar, da sem jo odkrila o sebi. Tvoj kriptonit, ali kako pravijo. Svoj čas si se kar precej spomladovala tudi s festivali, kolikor še jih je. Še imaš kakšna ambicija? To smo pa dobili enega novega, v zadnjih letih. Fresh Friš na tisto mariborske festivale. Kaj neš, vem pravzaprav? Gregor Strminski je seveda en del ekipe, ki ustvarja ta festival. Meni se zdi fantastično, pa ne zato, ker je Gregor del ekipe. Zdi se mi super zaradi tega, ker poznam pač te naše klasične festivale in tam je vedno tisti pressure, veš, tisti pritisk v smislu, nova skladba, pa vse je tako živčno. To pa se mi zdi en tak cool festival, ker res zbere pač tiste najboljše skladbe leta in so potem pač posebej izpostavljene in
nekatere tudi nagrajene. Ne. In to se mi zdi, ker ful stvari se dogaja čez leto, ne. Težko sledi en navaden državljan, ne, kaj se vse dogaja na slovenski glasbeni sceni, ful se dogaja, ne, in tudi veliko ljudi to ne zanima, pač okej, ni nič narobe s tem, ne, ampak to se mi zdi super, da se naredi en pregled, kaj je bilo dobrega, se to izpostavi in potem tudi mogoče kdo sliši to in reče, gled, to pa nisem slišal v tem letu, wow, se mi zdi fajn, ne. Mislim, glej, vedno so zraven kakšna nova presenečenja, komaj 3. leto je bilo, ne, in vedno so zraven neka nova presenečenja in vedno izpadajo super. In to se mi zdi, da je ena taka simbioza pač teh res starih, izkušenih mačkov, ne, in pa teh mladih, ki prodirajo in ki so the best, je super. Super. Čisto za konec, ker so rekla, da bo danes rešila svet, pa skoraj sva že, če bi dali Bilbi za predsednico vsega, kako bi rešila svet? Ne vem, veš, jaz ostajam rada na področjih, na katere se spoznam, ne, to so pač glasba in gledališče in pač zelo imam rada umetnost, ker me polni in mislim, da že to, če bi bilo dovoljeno več umetnosti, da bi prišla bolj v ospredje, da bi se jo bolj podprlo, predvsem v Sloveniji, ne, ker se jo dosti manj podpira kot kje drugje, da bi bilo marsikaj že mogoče malo lepše, mogoče malo lažje, mogoče malce svetlejše, ne vem. Nisem pa pametna, kako rešiti te naše male in velike probleme, ne. Mi pa je zelo všeč misel, da je treba najprej pomesti pred svojim pragom, ne. To mi je zelo všeč, zato ker tam se vse skupaj prične, ne, in če bo vsak posameznik malo bolj prijazen do soseda, do svojih bližnjih, se spomnil na ljudi, se to začne širiti, je to kot neka mreža, ne, mislim, da se tu začne. Taka zakrpanka, ne? Ja, Skrpanka. Res je. Zakrpanka, pravzaprav. Bilbi ima obeh hkrati. Hvala za vrnitev, hvala, ker si bila danes z mano na Rozi, tukaj v tem malem studiu. Hvala tebi, da imamo tako lepo družbo in tako lepo pa še k nama. Hvala za ptička in vse srečno novemu singlu in albumu v letu, ki ga čaka. Pa hvala, ker nas spremljate nas še naprej na večer.com, v tiskani, zdaj, kjerkoli pač že. In hvala za vijolice.